Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenjebistriške kabelske televizije v mesecu juliju, v času dopustov in počitnic. Kljub vsemu pa je nekaj dogodkov, ki se jih bomo še večkrat spomnili. Med ostalim tudi ekipe reševalcev iz Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, ki so se odlično izkazali na preverjanju v Ameriki. Dobili pa smo tudi novo predsednico Slovenjebistriške obrtno-podjetniške zbornice. Sicer pa smo tudi za pričujočo informativno oddajo zbrali nekaj dogodkov, ki bodo gotovo pritegnili vašo pozornost, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Elektro Maribor Slovenjebistriškemu Rdečemu križu in Dekanijski Karitas namenil vsakemu po 1800 evrov donacije v humanitarne namene. Folkloristi iz srbskega Sevojna nastopili tudi v Slovenski Bistrici. Med kaznivimi dejanji na Bistriškem tudi kraja grabilca lesa vrednega 9000 evrov. V športnem bloku o mednarodnem tekmovanju v frizbiju in praznovanju smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju. V rubriki Lokalne novice tudi o humanitarnem prispevku Elektra Maribor. Elektro Maribor je tudi letos namenil donaciji humanitarnima organizacijama iz Slovenske Bistrice. Območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica in Dekanijska Karitas Slovenska Bistrica sta prejela po 1800 evrov za pomoč pri premagovanju finančnih stisk posameznikov in družin. Predstavnikoma organizacij je donaciji v petek 29. junija izročil Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor. Janko Predan, predsednik območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica, je dejal, da bodo s sprejetimi sredstvi omogočili letovanje otrokom iz socialno šibkejših družin. Mira Kresnik, vodja Dekanijske Karitas Slovenska Bistrica, pa je povedala, da bodo denar namenili za nakup šolskih potrebščin. Boris Sovič je ob tej priložnosti predstavil tudi načrte Elektra Maribor na območju območne enote Slovenska Bistrica. Po njegovih besedah v prihodnjih 10 letih načrtujejo investicije v skupni vrednosti 27 milijonov evrov. Letos pa bodo za naložbe namenili vsaj 3,47 milijona evrov. Lani je bila na tem območju dosežena rekordna vrednost konične obremenitve obračunske moči in odjema. V letu 2017 so zabeležili 3% skupno rast odjema, na celotnem območju Elektra Maribor je znašala 2,6%. Rast rabe poslovnih uporabnikov na srednji in nizki napetnosti kaže na opaznejšo rast gospodarske oziroma poslovne dejavnosti. Na območju Slovenske Bistrice je bila povprečna prevzeta energija na odjemalca 15,6 MWh, kar je za 42% nad povprečjem družbe. Boris Sovič je dodal, da bodo v prihodnjem letu izvedli 5. Nejčev spominski pohod. S pohodom bodo počastili spomin na mladega sodelavca Nejca Mesariča, ki je pred 4 leti v kraju Rep na Pohorju tragično izgubil življenje pri odpravljanju posledic žleda in ponovnem vzpostavljanju oskrbe z električno energijo. V soboto, 30. junija, je na notranjem dvorišču Bistriškega gradu nastopila glasbena in folklorna skupina Kud Sevojno iz Srbije. Skupina je iz kraja, kjer ima Slovenjebistriški Impol eno izmed svojih podjetij, sodelovala tudi na 30. folkartu na festivalu Lent. Excelsior!
Impol smo proizvajalec izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin. Sedež skupine Impol je v enem najstarejših krajev v Sloveniji. Slovenska Bistrica leži na severovzhodu Slovenije in je mesto z bogato industrijsko tradicijo. Odlična geografska pozicioniranost zagotavlja učinkovitost in hitro odzivnost v vse smeri. Z izdelavo bakrenih izdelkov smo začeli že pred skoraj 200 leti. V 50 letih prejšnjega stoletja smo proizvodnjo preusmerili v izdelavo aluminijevih izdelkov. Ves čas sledimo zastavljenim ciljem. Z lastnim znanjem in vrhunsko kakovostjo zagotavljamo izdelke z najvišjo možno dodano vrednostjo. Skoraj 90% naših proizvodov izvozimo na zahtevne evropske trge. Uspešno prodiramo tudi na nove trge in povečujemo svoj tržni delež v Braziliji, Rusiji in drugih perspektivnih trgih. S svojimi izdelki aktivno sodelujemo na priznanih mednarodnih sejmih. Produktni program predstavlja obsežno ponudbo različnih aluminijevih izdelkov in zlitin. Proizvajamo valjane in stiskane izdelke. Naša ponudba vključuje folije, pločevine, trakove, palice, cevi in profile. Specializirani smo tudi za nišno proizvodnjo odkovkov in rondelic. Celovitost programa je naša konkurenčna prednost, ki nam zagotavlja stabilnost na trgu. Proizvodna kapaciteta skupine Impol je 170 tisoč ton izdelkov letno in se še povečuje. V Impolu vseskozi povečujemo produktivnost in nadgrajujemo poslovno proizvodne procese. Ti potekajo na različnih lokacijah v Sloveniji in Srbiji. V proizvodnem procesu livarne surovino najprej pripravimo, jo stalimo in prečistimo. Ko je talina pripravljena, začnemo s procesom litja. S pomočjo livnih naprav izdelamo brame in drogove, ki se uporabljajo v nadaljnjih proizvodnih procesih. Osnovna postopka valjanja aluminija in zlitin sta toplo in hladno valjanje. S krmiljenjem hladne in tople obdelave dosežemo specifična stanja, lastnosti in odlično kakovost izdelkov. Aluminijaste folije predstavljajo obsežen proizvodni program. Z obvladovanjem proizvodnega procesa postajamo vrhunski specialist za izdelavo, prodajo in distribucijo dvojčenih in enojnih folij iz aluminijevih zlitin. Izdelujemo tudi rondele, rebrasto pločevino, pločevino in trakove. Proces izdelave palic, cevi in profilov vključuje postopke, s katerimi izdelamo visokokakovostne, toplotno obdelane izdelke. Začnemo s postopkom homogenizacije in struženja, sledi segrevanje in stiskanje na sodobnih stiskalnicah. Nadaljujemo s hladno in toplotno obdelavo ter končamo z ravnanjem in razrezom materialov. Pri postopku iztiskanja oblikujemo profile različnih oblik, debelin sten ter razliko v razmerju med širino in višino želenega profila. Nova linija Alumobil deluje kot samostojen proizvodni proces, v katerem s stiskanjem proizvajamo profile in palice zahtevnejših oblik. Podjetje Impol Seval je del skupine Impol od leta 2002. Danes velja za največjega predelovalca aluminija in edinega proizvajalca valjanih aluminijskih izdelkov v Srbiji.
Seval letno proizvede in proda 65 tisoč ton izdelkov. Sem sodijo trakovi, pločevine, barvane pločevine in trakovi. Aluminijaste izdelke in zlitine proizvajamo s postopki litja ter toplim in hladnim valjanjem. Proizvodnja je sodobno tehnološko opremljena in skladna z mednarodnimi standardi. Z zagonom nove linije za barvane trakove bomo konkurenčno prednost še povečali. Z nenehnimi vlaganji v raziskave in razvoj uresničujemo zastavljene cilje, udejanjamo napredne tehnologije in ustvarjamo inovativne izdelke. Razvijamo nova znanja in aplikacije za doseganje višje dodane vrednosti in kakovosti izdelkov. Z vrhunskimi strokovnjaki sodelujemo tudi pri mednarodnih projektih letalske in vesoljske industrije. V vesolju že kroži satelit, ki smo ga pomagali soustvariti. Integracija zaposlenih v vse dejavnosti organizacije vseskozi zvišuje delovno učinkovitost. Stabilnost zaposlitve ter pošteno plačilo za dobro opravljeno delo ustvarja motivirane in zadovoljne zaposlene. Cenimo lojalnost in spoštujemo medsebojne odnose. Večkrat letno organiziramo različne dogodke, namenjene sproščenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju. Velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju kadrov. Investiranje v profesionalno in osebnostno rast delavcev je ena naših ključnih nalog. Za dosežke pri bogatitvi znanja zaposlenih smo tudi nagrajeni. Smo aktivni zagovornik okoljske politike. Izvajamo zastavljene okoljske programe in uvajamo ekološko učinkovite postopke. Te zahteve prenašamo tudi na dobavitelje in vse tiste, s katerimi poslovno sodelujemo. V skrbi za okolje se pridružujemo različnim domačim in mednarodnim projektom. Sožitje z lokalnim in širšim družbenim okoljem je ena naših temeljnih usmeritev. Že vrsto let podpiramo kulturna in športna društva, katerih člani osvajajo odlične rezultate na mednarodnem nivoju. Danes je Impol podjetje z jasno vizijo in poslovno strategijo. Širili in izboljševali bomo svojo dejavnost in še naprej zanesljivo izpolnjevali zahteve kupcev. Inovativnost, marljivost, prilagodljivost, odličnost in lojalnost. Impol. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 14 kaznivih dejanj, od tega nasilje v družini, 4 tatvine, 2 poškodovani tuje stvari, 1 zatajitev, telesna poškodba, 2 grožnji, goljufija, vlom in poneverba. Slovenska Bistrica. Nekdo je s terase lokala ukradel več vrtnih stolov in mizo, škode je za okoli 350 evrov. Občan je v trgovini pozabil mobilni telefon, ko pa se je vrnil, ga ni našel, škode je za 200 evrov. Delavec je za svoje podjetje opravljal delo na terenu, izkupička pa ni nakazoval na račun podjetja, podjetje je oškodovano za nekaj več kot 300 evrov.
Neznani nepridiprav je vlomil v skladišče podjetja in prerezal pnevmatike 3 koles, škode je za 300 evrov. 2 osebi sta se prepirali, eden je drugemu grozil z napadom na življenje. Žrtev je odšla po mobilni telefon, medtem pa je nekdo poškodoval osebni avtomobil. Iz nakupovalnega vozička je nekdo poškodovanki ukradel torbico z denarjem, osebnimi dokumenti in plačilno kartico. Lastnica je oškodovana za 750 evrov. Nekdo je na hišno pročelje večstanovanjske hiše napisal grafit, škode je za 300 evrov. Koritno. Znanca sta se prepirala, eden je drugemu grozil z napadom na življenje. Pretreš. Ena oseba je poškodovala drugo, zaradi poškodb je moral napadeni poiskati zdravniško pomoč. Čerešnjevec. Neznani storilec je ukradel grabilec lesa, podjetje je oškodovano za 9000 evrov. Zgornja Polskava. Lastnik stanovanjske hiše se je dogovoril s podjetnikom za izdelavo fasade ter mu vnaprej plačal 7200 evrov. Kljub večkratnim opozorilom podjetnik dela ni opravil. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali en obdolžilni predlog in izdali 43 plačilnih nalogov. 4 voznikom so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zasegli eno vozilo. Z področja kršitev javnega reda in miru so posredovali 11-krat. Za športni blok objavljamo prispevka o mednarodnem turnirju v frizbiju in 40. obletnici delovanja šmarskega smučarsko-skakalnega kluba. Športno društvo Maribor Ultimate je v soboto 30. junija in v nedeljo 1. julija v Slovenski Bistrici pripravilo 3. mednarodni Woodchuck frisbee turnir 2018. Na glavnem nogometnem igrišču v športnem parku se je pomerilo 11 ekip iz Italije, Madžarske, Češke, Slovaške in Slovenije. Prva 3 mesta so osvojile mariborske ekipe. Zmagal je Maribor Kozmo pred ekipama Flying Donkeys in Surprise Party. Vertigo iz Nove Gorice je osvojil 8. mesto, mesto za njim pa je tekmovanje končala Ptujska Legija. Sicer pa gre pri tovrstnih turnirjih predvsem za prijetno druženje, po tekmi udeleženci tekmujejo v različnih igrah, v večernih urah pa sledi tudi zabava. Smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju letos praznuje 40-letnico delovanja. Prizadevni pohorski športni delavci so jubilej obeležili v soboto 30. junija s pestrim dogajanjem. Uvodoma so izvedli prijateljski nogometni turnir, na katerem so se pomerile ekipe Slovenije bistričnih direktorjev, skakalnih zvezd in legend, veteranov nogometnega kluba Zgornja Polskava in domačega kluba. Za skakalne legende so igrali tudi Primož Peterka, Primož Ulaga in Timi Zajc, vodil pa jih je Goran Janus. Zmagali so direktorji pred veterani Zgornje Polskave. 3. mesto je osvojila ekipa zvezd in legend, domačini pa so bili 4. Po turnirju smo pred kamero Studia Bistrica povabili Primoža Peterko, 2-kratnega zmagovalca svetovnega pokala. Kako ocenjujete današnji turnir? Ja, točno tako, kot ste rekli, prijateljsko, ampak vseeno smo toliko športniki, da na koncu vseeno rezultat šteje. Po drugi strani pa ja, ker veliko ljudi, ki jih že dolgo časa nisem videl, v bistvu 5 let, odkar sem bil zadnjo tukaj. Tako da ja, take stvari so zaradi tega tudi zelo dobrodošle. Vemo, da radi pridete tukaj na Šmartno na Pohorje. Torej, kakšno je vaše mnenje o tem klubu, ki letos praznuje 40-letnico delovanja? Vemo, da dosegajo zavidljive rezultate. Ja, vse 5 let nazaj je bilo tudi tako, zdaj imajo ogromno mladih, kakor jaz spremljam, zdaj malo več spremljam rezultate mladih slovenskih skakalcev. Vaši starejši so pa tudi zasedali malo bolj pomembne funkcije v smučarskih skokih v Sloveniji, tako da ja, klub kar rase pa rase. Bi lahko torej rekli, da ni strahu za prihodnost smučarskih skokov, tako tukaj na Pohorju, kot tudi v Sloveniji? Ja, jaz to upam. Zdaj težko napovedujem, ampak močno upam, da pač ta šport je lep, v Sloveniji ima dolgo tradicijo, na svetu tudi, tukaj tudi že 40 let, tako da jaz mislim, da se ni zaprtno. Po jubileju je več o začetku delovanja in sedanji organiziranosti smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju povedal njegov predsednik Rado Vaner. Kakšni so bili začetki
kdo so bili pobudniki in kako se je pravzaprav porodila ideja, da bi začeli skoki tukaj na Šmartnem? Ja, pred 40 leti, kot ste rekli, se je skupina zanesenjakov oziroma smučarjev in skakalcev zbrala in so ustanovili takrat Šport TVD Partizan. Kot vsak kraj je tudi Šmartno dobilo tako imenovano športno društvo, kjer so se ukvarjali predvsem z organizacijo skakalnih tekem in pa tudi smučarskih smuk in ostalih disciplin. Pobudniki so bili tule domačini, krajani, med drugim že oba dva pokojna brata Srnec in še nekaj ostalih krajanov. Eni so še živi, eni so nažalost že pokojni. In iz tega društva se je seveda po letu 1991 preimenovalo v Smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju, pod katerim imenom delujemo še danes in združuje tam okrog skoraj 200 članov, od tega bi lahko rekel, da je aktivnih približno polovica, ostale pa so seveda člani, ki plačujejo članarino in se redkeje udeležujejo naših prireditev oziroma delovnih akcij. Vaše skakalnice počasi dobivajo tisto pravo podobo, takšno, kot ste si jo pravzaprav sami želeli. Kaj vse ste torej v zadnjem času postorili? Ja, naše skakalnice bi lahko rekel, da je preoblikovala narava. Ko so jih pred dobrimi 10 leti umestili ponovno v ta prostor, smo imeli dvakratni pojav plazenja zemljišča in takratna skakalnica, ki je že bila pokrita s plastično maso, je dobesedno odneslo. Pred 4 leti še žledolom, ker je podrl vse ograje, smo obnovili takrat. Zdaj pa smo se odločili, ker skakalnice niso več ustrezale novim standardom, da jih bomo zgradili po najnovejših načrtih, z najnovejšo možno oziroma tako rečem, gre se glavnem za varnost malih tekmovalcev, da je vse poskrbljeno za varnost. Tule za nami sta mali dve skakalnici, 15 in 25 metrski, ki sta obnovljeni, manjka le še plastična masa in zaletna smučina, potem pa je ta investicija, ki jo gradimo že skoraj 3 leta, končana. Vrednost pa je tako le čez palec že 30 000 evrov, s tem, da smo večino denarja dobili od občine, Smučarske zveze in Fundacije za šport, ki sta prispevali tele maso. Drugače pa seveda ogromno ur udarniškega dela in pa pomoč naših zvestih sponzorjev. Brez tega vsekakor bi mi bili še zdaj pri zemeljskih delih. In kdaj lahko pričakujemo prvo tekmo na tej preplasteni skakalnici? Na obnovljeni skakalnici bom takole rekel, ne bom zdaj o datumih, ampak čim bo to gotove, bomo naredili eno tako otvoritveno tekmo, povabili še ostala kluba in društva tule v okolici v Štajersko-Koroški regiji in bomo naredili eno tako, po domače rečeno, čago z otvoritvijo skakalnic, pa vljudno vabljeni, ko bo točno datumu, bo pa svoja javnost obveščena. Zvečer so na uradnem delu podelili priznanja zaslužnim članom, društvom, sponzorjem in donatorjev. Posebno priznanje je prejel dolgoletni trener Vlado Ačko, ki je najbolj zaslužen za uspehe šmarskih skakalcev. Kako se spominjate teh začetkov, kako ste se pridružili temu klubu? Ja, jaz sem bil od samega začetka na prvi skakalnici, ki so bile v Puderskem, potem smo predstavili lokacijo sem na boljši, ki je boljši pogoji pa vse. In sem bil od samega začetka in še danes vztrajam pri skoki, ki jih imam zelo rad. Če bi omenil, da sem potem, ko je se ustanovil klub, sem tudi par let tekmoval za Fram in potem se vrnil v domači kraj in tu sem tudi naredil trenersko šolo in sedaj treniram mlade tekmovalce. Imeli smo kar lepe uspehe, če omenim Mandla, ki sta dosegla na državnem prvenstvu 3. mesto v članski kategoriji, tako Žiga kot Rok. Potem Kamenik Jože, ki je v kombinaciji bil član slovenske reprezentance v mladinski kategoriji in dosegel bronasto medaljo, kar je tudi naš eden največjih uspehov. Tekmovalci imajo zelo dosti medalj, to se pravi, da smo vsako leto 3 do 4 medalje osvojimo, tako da smo primerljivi z ostalimi klubi v Sloveniji. Tako tudi v zadnji sezoni ni manjkalo dobrih rezultatov, na katere ste še posebej ponosni?
Ja, naši tekmovalci sedaj imamo res mlado ekipo, ker najstarejši naš član je komaj 17 let, drugi pa, najmlajši pa 7 let, tako da imamo 12 tekmovalcev, ki pridno nabirajo tudi medalje. Letos smo imeli enega državnega prvaka v letni sezoni, Ačko Sandija, in Uroš je osvojil medaljo, Vrbek, tako da smo kar ponosni na te rezultate. Torej, glede na povedano, ni strahu za prihodnost smučarskih skokov tukaj na Šmartnem? Ne, ker čakamo, da se tale skakalnica, da bo služila svojemu namenu, ker čakamo 1 leto že, da to naredimo. Mislim, da je ena najlepših skakalnic v Sloveniji, kajti okolico in to bomo uredili tako, kot res mora biti. Zlata priznanja kluba pa so prejeli Vinko Jelenko, Cvetko Ačko in Vanjo Plečko. Prijetno druženje so zaključili z nastopom ansambla Igor in Zlati zvoki. Spoštovani, informativna oddaja za danes je končana. Sodelavci Studia Bistrica pa vam želimo kar se da lepe počitnice, pa čeprav se sonce malce skriva in nam nagaja. Imejte se lepo, kjerkoli že boste do prihodnjič.